Nocoj, kaj dogaja, pa gostim dokumentarnega fotografa z največjimi mednarodnimi nagradami, ki šiba po celem svetu že več kot 30 let. Dame in gospodje, Matjaž Krivic. Dober večer, Matjaž. Dober večer. Dej mi povej, danes ima vsak že na iPhonu fotoaparat, pa ne vem, mularija ima že tako opremo, ker ne vem, ali ti sploh imaš toliko kvalitetno, ampak kje in kako pa postaneš tako vrhunski fotograf kot ti? Ja, lej, sigurno za rabaš neki talenta, ne? Rabaš tudi dober uč, pa srečo, sigurno vse te tri stvari. Okay. Drugače pa tako, kot pri vsakemu drugemu poklicu. Ja. Pač velik dela, velik odrekanja, velik vsega, ne? Učenja, raziskovanja in vsega. Ne? In hkrati pa potem tudi se moraš znajti na terenu dobro, ne? Okay. Pa seveda tudi v poslu, ne? Moraš to nekako znati prodati. Ne? Tako da ni to kot opreme odvisano. Okay. Se pravi, od terena, moraš se znajti na terenu. Kje si bil nazadnje? Odkot prihajaš zdaj nazaj v Slovenijo? Kje si bil? Čist nazadnje sem bil zdaj na La Palmi, tleka ta vulkan bruha. Aha. Kako je bilo? Ja. Kako je bilo na terenu? Dober, tragično sicer, ampak zanimivo za fotkati. Drugače sem bil pa tudi v Boliviji, no? Okay. Predtem sem delal ta nek update tega Litijeve zgodbe, veš, ker je bilo tudi v plan B knjigi pa tako naprej. Okay. Okay. To, ne. Daj mi povej, kako je recimo v teh državah s korono? Ja, Bolivija, Bolivija je kar dobro nasrkala, tako kakšna Brazilija, ne, ni bilo lih toliko govora o tem, ne. Tako da jaz sem kaj prišel, jaz sem imel tam razstavo tudi, ne, tako da sem spoznal cel kup enih ljudi tam in je preprosto, $300 poprečna plača, na intenzivni negi $1500 na dan. Na dan $1500? Na dan, in če si ti tam v intenzivni negi nisi 3 dni, ampak si pač 3 tedne recimo, ne. Ja. Če nimaš tega denarja, te pustijo pač umreti in je folk umiral, ne. Tako da je bilo grozno. Je pa, ne vem, čist tako, jaz sem plačal z denarom, neki so mi pošpricali roko, ki je bil denar, pa so pol denar vzeli, si razkušali roke. Ljudje so resno prestrašeni tam, ne. Se pravi, zelo resno je. Ja, pa imajo maske in se bi radi cepili, pa vse, kar imajo, kakšen Sputnik, pa še tega je ful premalo, ne, tako da... Se pravi, se vsi želijo cepiti, ampak pač že od tega ni, ne? Ja, pač ni, ne. Zdaj, kje na svetu recimo je, da lahko rečeš, čist drugačen življenje, čisto nasprotje Sloveniji? Kje bi bilo to po tvoje, glede na to, da si prepotvoji že cel svet? Dvakrat. Ja, dvakrat. Ja, marsikje, ne, sigurno, marsikje drugače, ampak recimo, jaz lahko izpostavim en Tibet, ki je meni že od nekdaj me privlačil, pa mi je bil všeč, pa to, pa ne vem, me skozi kaj vleče, veš, bil sem 5krat tam, vsakič, ko sem kaj prišel, je bilo tako, končno sem spet tukaj, kada sem doma, veš, to so ta neka neskončne prostranstva, pa, a veš... Kako pa ljudje tam živijo? Neka mističnost. Ljudje so preprosti, mirni, veš, taki lepi, odprti, skromni, veš. In ta kultura je fajn, pa ta, kaj že, no, religija in to, ne. Okay. Pač, ne vem, meni je tam fajn, ne. Ampak recimo, če pogledaš Slovenca, ne, se mi zdi, oziroma večina Slovencev jim je dogodek leta oziroma potovanje leta, ne vem, v Maredo, v Crikvenico ali pa na Krk. Recimo. Kaj pa po tvoje? Kaj svetuješ ljudem? Kam iti? Oziroma, a ljudje veliko potujejo, Slovenci? Ja, Slovence kar srečaš tako po svetu. Ja, jih srečaš, ja. Marsikaj tako, bi si pa presenečen, ko slišiš koga govoriti, se kar pozdravaš z njim, ne. Ali? Ja. Ok. Mi spremljamo doma medije, kako je s tem globalnim segrevanjem. Ja. Ti si pa dejansko pač pogledal cel planet. Ja. Kaj po tvojem mnenju? Je to res tak problem? Je res tako tragično? Se nam res izteka? Ja, tako, ko sem ti... Z enim znanstvenikom sem govoril nekje zadnjič, no, pa je rekla, kako je s tabo, ko se ti vročina dvigne za 1,5 stopinje ali pa za 2 stopinje, kako je, si bolan, ne. Tako približno nekako bo tudi s to zemljo, ne. Zemlja bo pač bolana in bojo pač te pač naravne nesreče vedno bolj pogoste, pa kaj se vem, nevihte, pač bolj močne, pa suše daljše, pa tako naprej, ne, pa požari in vse to. Ja, je problem, jaz mislim. Ja, več, ko hodimo okoli, slabše je. Ja, ok, bomo pazili, pa upam, da bo čim boljš, kaj rečem. Matjaž, iskrena hvala za obisk v studiu, jaz ti želim veliko ustvarjalne energije
še čim več zanimivih potovanj in pa spoznanj, seveda. Ja, hvala. Hvala tebi. Ej, pst. Če si subscriben, si varen pred 5G. Res? Sam računalnik moš pol s kisom polit, ja, ko pogledaš, pa vse kul, ni frke.